mi gremo pa zdaj naprej in se gledamo ponovno s teboj s prometom kmalu. Tako je, se gledamo. Mi gremo pa zdaj, potovati, ampak takole bolj v besedi zaenkrat, no tudi v tem času so dostikrat potovanja okrnjena, marsikdo ne gre na potovanje, ki bi drugače šel, ampak vseeno potovati se da in potovati se da tudi s turistično agencijo Oskar. Tukaj z menoj v studiu danes gostimo Oskarja Savarina, ki je v bistvu postavil to agencijo na noge, tako da dobrodošli v našem studiu. Dobrodošli, pozdravljeni, tudi pozdravljeni vsi gledalci. V bistvu ne, prejle smo se pogovarjali pred oddajo z Galo, mojo sovoditeljico, pa z Lukatom, sovoditeljem, ne, od Luka mama potuje z vašo agencijo redno in je zelo zadovoljna. Gala je tudi že potovala in bojda marsikdo, ne, ko pride k vaši agenciji, ne, potem je to, ne gre več k drugi agenciji. Zakaj se to dogaja? Kaj je posebnost vaše agencije? Ja, lepo je to slišati. Smo agencija, turistična agencija, ampak imamo veliko nadgradenj. Mogoče je prav nastanek agencije tista pomembna prelomnica, ki ločuje potem agencijo tudi kasneje. Skušamo nadgraditi sama potovanja z eno vsebino, s smislom, z razmišljanjem, kaj sodobni človek potrebuje na potovanju, zakaj potuje, kaj pomeni potovalno bogatstvo, ki ga prinese nazaj. Razmišljamo o tem, kako naj bi na potovanjih doživljali čim globje, čim močneje, kako naj bi s potovanjem ustvaril investicijo, se pravi z naložbo v boljše domače življenje. Skratka, vse te potenciale in pa bogatstva, ki jih potovanja omogočajo. In seveda, če delamo s srcem, če delamo z veseljem, če delamo z eno strastjo in uživamo z nekim poslanstvom, da dejansko sopotniku, tako imenujemo naše potnike, dodamo nekaj več, ne samo tisto, kar je plačal ali pa kar pričakuje. Ampak nek žmoht, ki se ga ne da v bistvu ne opisati. Tako je, ja, in tukaj izhaja eno našo oskarizem, temu rečemo, da nihče ne potuje zaradi tega, kar plača in ne more plačati tega, zaradi česar potuje. In plača nekaj, pač plača neke stroške, prevoze, avtobuse, hotele, hrana in tako naprej, tudi neke razlage in te zadeve, ampak to je samo osnova in seveda to ima neko svojo ceno in to potnik plača. Mene pa vedno zanimalo, kaj pa bi jaz lahko dal več, ne 10% več, 15%, ne še en obrok, ampak nekaj več, enkrat več, dvakrat, petkrat več, nekaj neprecenljivega več potniku, ki potuje z mano, da mu odpre neke širine, da ga spletem z drugačnostjo, da to drugačnost on usrka vase, da mu pomagam, da postane tej drugačnosti endogen, se pravi, da jo ponotrani, da v času tega potovanja zaživi z gostujočo deželo, recimo s Turčijo, Iranom, Uzbekistanom, Indonezijo, se razbremeni samega sebe, kakršen je doma, kar je ključnega pomena, ker zato potujemo, drugače smo lahko tudi doma, tako jaz razmišljam. In potem, ko on zaživi, se vživi, se v njega odpre in steče en tok te drugačnosti, ki jo gostujoča dežela ima za nas. In seveda, so drugačnosti vrne človek domov. Tukaj so lahko lastna spoznanja, tukaj so doživetja, izkušnje, predvsem njemu se dogaja. In vse ostalo, to znamenitosti, podatki, hrana, vse ostalo pride in gre. Zelo verjetno se veliko stvari ljudje niti ne spomnijo. Je pomembni pa so, da jim vse to dobro povemo, zato da jih malo usmerimo v potovanje, da tistih domačih misli se razbremenijo, ne? Ampak izkušnja, doživetje. No in zato pravzaprav smo poimenovali ta potovanja človeku prijazna potovanja, ker so usmerjena v njega, ne pa v piramide. Mene zanima sopotnik in kako bo on doživljal piramide, kakšno zaporedje, kaj prej, kaj pol, kakšen bo kontrast med po piramidah stari Kairo, ne vem, potem smetišni Kairo, potem pokopališčni Kairo. In skozi te kontraste potem lahko sopotnika upeljuješ v gostujočo deželo, hkrati pa pravzaprav njemu z močnimi vtisi, pravzaprav čistiš njegov domači jaz, da se počasi očisti in na potovanju zaživi sebe, lahko rečemo, svojo to dušno, svojo to nadgradnjo. Razbremenjenega sebe v bistvu. Ja, to nadgradnjo, za katero velikrat doma ni časa.
ker imamo obveznosti, pa uno, pa stres, pa gor dol, pa treba je za to poskrbeti in se potem človek ne more v bistvu razbremeniti in nadgraditi. Skozi jemljem potovanje kot eno sklopko. Recimo doma vlečeš breme življenja. Služba je to, so otroci, družina, vse to in tako naprej. In seveda, tako kot pri avtu, ko ti pritisneš, ko si v prestavi, avto vleče. Ampak seveda potem pa pride čas, pritisneš na sklopko, zobniki se razklenejo. Evo, potovanje. Dobra primerjava. Bremena odvržeš, lahko zamenjaš zobnike in jih postaviš v novo konstelacijo in kar je smisel potovanj, se mi zdi, da ko priješ domov, priješ v naslednji prestavi, ne pa v isti. In tukaj ima pravzaprav in agencija, predvsem pa in vodnik, agencija za osnovo samega potovanja in s poudarki in seveda vodnik na kraju samem z vodenjem ključni pomen. In potem je najbrž tudi vsako potovanje, če tudi gre po istih točkah drugačne, ker so sopotniki drugačni. Ja, no, to je ena taka prispodoba, ki se meni tudi pojavlja, da je potovanje kot film. In dejansko mi imamo, sopotniki so glavni igralci. In vsak je svoja karakterna vloga. On igra sebe na potovanju in bolj, ko igra sebe, močnejše je zanj potovanje. In hkrati, bolj, ko vsi igralci igrajo sebe, potem celotna skupina pade skupaj in igramo, smo izjemna zasedba. Gostujoča dežela je scena, kulisa in je ful pomembna, ali je to kulisa Sinajska puščava, ali je zahodna Turčija, ali je nek Iran, ali je pa recimo neka tropska Indonezija ali pa pač. Program potovanja je scenarij. In kakšen scenarij imaš? Tako to bi lahko bila klasika, limonada, avanturistično potovanje, lahko bi bil Livingstonsko raziskovanje izvira Nila, lahko bi tudi srhljivka, če bi to bilo smiselno, ne? Lahko je psihološka zgodba, skratka, to je scenarij. In seveda vodnik pa tukaj deluje kot režiser, ki vse skupaj nekako usmerja in ustvarja, in to je tista poanta, vedno znova enkrat neponovljiv film, ne? Kombinira, spleta deželo, sceno na vseh nivojih, na vidnih in nevidnih, človeka na vseh nivojih, na vidnih in nevidnih, program potovanja kot gibanje in dinamika, ta scenarij na vidnem in nevidnem, ne? V neko enkratno zgodbo in ta zgodba se mi zdi potem kot bogatstvo ostane in jo sopotnik prinese domov in to je tisto, čemu rečem potovalno bogatstvo. In to potem ostane desetletja do konca življenja, še vedno se srečujemo z ljudmi 20, 30, 40 let, ne, tako mogoče, ampak 25 recimo največ. Ja, ko se srečamo, zdaj sem srečal enega, tukaj, ko sem vas čakal pred studijem, srečal enega, 20 let se niso videla, v trenutku sva padla noter v tisto Turčijo, ki sva leta 2000 skupaj prepotovala. Skupaj doživela, ki vaju v bistvu tudi poveže in doživetja, katere so še vedno z vama. Koliko časa pa drugače že obstaja turistična agencija Oskar? V bistvu začela se je zgodba leta 1996. Takrat osnovna ideja je nastala pravzaprav na Sulaveziju. To je en otok, osrednji otok, Celebes se mu reče Sulavezi, kjer sem jaz preživel takrat, ko sem dal odpoved prejšnji službi in pač moje ekonomiji, turizmu in pa tudi letalstvu, kjer sem prej delal. Sem šel na pol leta raziskovati samega sebe, kaj bi v življenju počel. No in takrat je nastala ta osnovna ideja, kaj bi jaz počel. Že prej, ko sem kot študent v 80-ih letih na štop potoval po Evropi v glavnem in pa tle Maroko in Turčija, ker več ni bilo niti denarja, na štop, tisto skromno gremo z eno močno strastjo iti ven in samo izkušati, sem ugotovil, da pravzaprav, vsaj zame, moja osebna izkušnja je bila, da ni fora v Eifflovem stolpu, v teh znamenitostih v muzejih. Pravzaprav, ko sem gledal ljudi pred muzejem, so bili precej taki, brez energije. Malo zombijasti. Ja, in potem sem jaz ful to doživljal in to sem jaz prišel domov in sem mojim prijateljem in znancem razlagal, to se mi zgodilo, taf, in kar naenkrat tako in ljudje so me poslušali in so rekli, mi bi tudi tako. No in to je bilo že takrat, se pravi na faksu, pa še v srednji šoli, no, in potem na faksu. In potem, ko sem se na Sulaveziju jaz odločil, kaj v življenju bi počel, kje je moje srce. Nekako finance so bile razumski pogled, se pravi denar in tako dalje, srce je bilo po potovanjih. In sem jaz rekel, ne, jaz imam nekaj, kar bi lahko ljudem dal. In jaz sem začel taka potovanja delati, da lahko dam tisto, kar je moje.
Seveda potem sem se mogel naučiti zgodovino in vseh teh podatkov in logistike in hotele in tako naprej, ampak to je že šlo. Srž je bilo pa tisto, kar je... Ne. Ja, kako bi sebe lahko uresničil, kako bi ljudem dal tisto in sem si rekel, da če ustanovil bom agencijo Oskar in bom probal na ta način. In če bo ratal, če bo ljudje zadovoljni, pa bom šel naprej, če pa ne, grem pa lahko pač v neko drugo agencijo in delam za šalterjem ali pa tako, kot vsi ostali počnejo. In v bistvu je ratalo in še več o turistični agenciji Oskar se bova midva pogovarjala še po oglasih. Mi si za nekaj trenutkov oddahnimo, potem pa se vrnemo. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Še vedno potujemo, sicer samo takole z mislimi in v besedah, ker smo še v studiu Figovec, ampak z nami je Oskar iz turistične agencije Oskar, tako da ponovno pozdravljeni v naši družbi. Hvala lepa. Veliko sva že povedala, ne? Omenili ste pa vi, da je vaša agencija, ne, da ima človeku prijazna potovanja, ne? In del tega je tudi to, da imate stopnje potovanj. Ne? Ja. Zakaj v bistvu tukaj gre? V bistvu stopnje potovanj so načini. Ugotovil sem, to, kar sem vam prej razlagal o filmu, potovalnem filmu je lahko veliko žanrov, ne? Tako je tudi različne stopnje potovanj. Mi imamo lahko za različne ljudi. Mi imamo lahko, recimo, stopnja 1 je turistično potovanje, počitnice, človek gre nekam, je tam 10 dni na počitnicah, prije nazaj, klasika. Je sprememba, pa vendar, ko priješ tja, je stacionarno in tam se velikokrat na počitnicah domač način življenja v bistvu nadaljujemo. Potem stopnja 2 so turistična potovanja. Dobro zorganizirana, klasična, predvidljiva, v skladu s pričakovanji potnikov, pa vendar je to že gibanje, tukaj je razlage, ogledi, je ena stopnja više za ljudi, ki si želijo gibanja in so pripravljeni več se odreči, ker gibanje pomeni nek napor in tako dalje. Ne? Potem imamo pa, no in to je ta klasična turistična srednja in to seveda glih tako delamo kot drugi, s tem, da samo nadgrajujemo še z vsem tem znanjem, ki pravzaprav smo ga dobili iz teh drugih stopenj, ki pa jih turizem, ki velikokrat po mojem, čeprav delam v turizmu in vse skupaj, zgublja feeling, sam feeling, smisel in tako naprej. Preveč obrtniško, ne? Ja, pa klasično, pa logistika je včasih premočna, ljudje razmišljamo, da je znamenitost bolj pomembna od nas samih in tako dalje. Skratka, krasna zgodba, vendar pa obstaja nadgradnja. In tukaj naprej grejo temu, rečemo mi, človeku prijazna potovanja, torej stopnja 3, doživeto potovanje. Tukaj že sledim človeka, kaj se njemu dogaja, kaj se sopotniku dogaja, kako on doživlja, kakšne so zaporedja. Vključuje se veliko človeku prijaznega, poleg znamenitosti, poleg vseh glavnih stvari in tako dalje, so tukaj stik z naravo, s čudovito naravo, potem z domačini, komunikacija z domačini, razumevanje, kako domačini živijo in tako dalje. Tudi kakšne sprehodi, gibanje mora biti, ker v teh stvareh, ko je človeku prijazno, človek se mora gibati, ker če sodelovati, odpreti, se pravi, ne more biti zgolj opazovalec in da se mu bo zgodilo. Več, ko vložiš, več se ti vrne. In hkrati, ko ti vlagaš, mora biti potovanje temu primerno in vodnik mora biti tisti, ki bo sopotnika spodbudil, ga odprl, ga mogoče mu povečal toleranco, mu z razlago, mogoče omilil kakšne strahove, ki se pojavljajo zaradi te drugačnosti in ga vpeljal noter, se njemu dogaja. Se pravi, ne vodniku, ampak potniku se dogaja. To je stopnja 3. Ampak še vedno je ta stopnja 3 doživeta hkrati za vse tiste, ki si želijo nekega udobja, nekako vajenost, logistika, vse je dobro zorganizirano, ni nekih prehudih nepredvidljivosti, so pa noter, kakšno recimo spanje v puščavi ena noč, ampak je tako poskrbljeno in tako naprej. Taki odsvirki, ki pa postanejo najboljši. Ta stopnja trojka je nadgradnja, ki lahko vsak, ki je šel prej v turizmu, privošči, je stabilna in gre korak naprej. In tako pa naši potniki, tudi ko so večinoma vstopijo na turistiki, grejo pa na doživeti in tam ostanejo. Nazaj se redko vračajo. To je tisto, kar ste me vprašali na začetku, zakaj ostajajo. Potem imamo pa še naprej stopnja 4, je avanturizem, ki pa pravzaprav ni tisti avanturizem, da mora človek adrenalin, ampak je avanturizem, ker je način potovanja še bolj izpostavljen in tukaj pomeni, da si želimo pravzaprav, zato se odločimo, žrtvovati vajeno udobnost, udobje za moč doživeti. Sproščanje v neudobje torej.
dejansko, recimo gremo čez Sulawesi, ni infrastrukture, treba se je prilagoditi. Vsemu se je treba prilagoditi, in namestitvam, in gor in dol, ampak to je neko samobitno območje, to je nek odmaknen kraj, ki živi tako kot pred 2000 leti, civilizacijsko totalno drugačen, in če želimo ga doživeti, nobenega turizma, nobene infrastrukture, nobenih nasmejanih obrazkov za $5 in tako naprej, in seveda moramo pa mi se prilagoditi temu. Ampak se zavestno prilagodimo, gremo v napor, lahko rečemo, v izziv, zato da potem ta izziv gre skozi nas, da so čisti in nam da bistveno večje, lahko rečemo, potovalno doživetje ali pa potovalno moč. To so štirice. Se pravi, tukaj se mora sopotnik že prilagoditi, se pravi, odreči vajenemu udobju, in zato tukaj že govorimo o načinu preseganja pričakovanj. Se pravi, tukaj že greš v tiste kraje, ki si sploh zamisliti ne moreš. Vstopaš v vas, ki še nikoli ni belec stopil noter, recimo, in tako dalje. In to so stvari, ki nekdo, ki tega ni doživel, se mu to niti predstavljati ne more doma. No in petke, to pa so izjemna potovanja, pa smo začeli razvijati leta 2000-2001, to so pa prav izjemna, to je pa tisto, kar pravim, izven predstavnosti. Recimo, greste 15 dni v puščavo. Samo puščava 15 dni. Hoja, džipi, vse je poskrbljeno levo, desno, ampak vi greste tja. Nimate mobitela, signala ni in zdaj ste 15 dni tam. Tam se pa človek sreča, ne? Sreča se s sabo. Skratka, ko pridete domov, si ne morete niti predstavljati, kaj se vam bo zgodilo. Ali pa biti recimo na Tibetu recimo 2-3 tedne. Nad 4000 pa tja do 5600, se giblješ gor dol, malo se sprehajaš levo desno, ampak ko si na tem zraku, redkem zraku, po teden, 2 tedna in tako naprej, totalno druga percepcija, drug način, drugo razmišljanje in tako dalje. Tudi telo se drugače obnaša. Nazaj prideš spremenjen, torej ti se spreminjaš, ti postaneš glavna, in tukaj pri peticah je poudarek, da je poudarek vse na tebi in vse ostalo so samo odzivi. In tukaj so to so bila svoje čase slavna potovanja v neznano, ko recimo smo prodajali 23 dni, odhod je 17. september, stane recimo 2000 pa še nekaj evrov, vodi Oskar, in to je bilo vse, kar je potnik vedel. In tukaj smo testirali ta potovanja v smislu, da pravzaprav kako močnejše potovanje, če človek nič ne ve. Ja, ker ne omejujejo ga pričakovanja, ne? Noro, ja, nič ne veš, ti sploh ne veš, prideš in kaj je bilo, prišel na letališče in prvo potovanje je bilo v Iran, 23 dni Irana, ne? In ljudje niso imeli pojma, in če Iran, takrat je bilo leta 2001, se mi zdi, ne, tisto, kaj bo on 3/4. To je bila nora pot in potem smo tega ponavljali, take odštekane destinacije, vse je bilo od zadaj ful lepo pripravljeno, ampak potnik nič ni vedel. In tle smo mi raziskovali, kaj dejansko vpliva na potovanje. Skratka, to je stopnja 5. In zdaj mi tukaj imamo za vsakega. Se pravi, imamo za tiste gre na počitnice, imamo za tiste klasični turizem, imamo za doživeto, imamo avanturistično in imamo izjemno. In iz teh 4 in 5, se pravi, doživeto, avanturistično izjemno jemljemo feeling, potencial, moč, navdih, preseganje in tako dalje, in prelivamo v te klasične, klasični turizem, iz teh klasičnih stopenj 1, 2, in delno 3 pa jemljamo logistiko, varnost, vse tisto, kar je potrebno, da se počuti človek varen, da se gre lahko presegati. So v bistvu potem kombinacije. Tako. Ampak najprej ste tudi omenili vodnike. Vodniki so zelo pomemben del v resnici potovanja. Oni so ta oseba, ki vse skupaj drži in ki vse skupaj tudi predstavlja in ki vse skupaj ima čez. Kako se vaši vodniki kalijo? Imate svojo vodniško šolo? No, ko sem jaz začel to sam voditi in so ljudje začeli, in je bilo ljudem to všeč, in potem sem jaz kar naenkrat imel ful vodenja in sem pogruntal, da sam tega ne bom mogel. In pa sem ugotovil, da najprej sem bil ful srečen, sem rekel, wow, to sem jaz nadarjen in tako dalje, potem sem pa ugotovil, ampak ta nadarjenost lahko mene ful košta. Zato sem rekel, bom jaz vse te principe počasi začel strukturirati, lahko rečem, v tako obliko, da jih lahko prenesem drugih. In tako je nastala vodniška šola agencije Oskar, ki je izjemna, lahko rečem, in dejansko uči, kako to, kar sem vam zdaj razlagal, izpeljati. Zato, ker
na terenu je bistvenega pomena pravi vodnik, ki bo znal odpeljati, ker dvojka, se pravi turistično potovanje, je lahko po opisu ista kot trojka doživeta, ampak je način izpeljave popolnoma drugačen. Učinek pri potniku je nadgrajen in to v večkratnikih, ne 5-10%, ampak enkrat, dvakrat, večkrat. In zato je vodnik tisti, ki to počne. In zato je nastala ta vodniška šola, kjer sem vse to znanje, vsa ta spoznanja, izkušnje in vse, kar sem vam prej razlagal in še mnogo, mnogo več, strukturiral v obliko, ki je prenosljiva. Je pa seveda vodenje takih skupin na tak način osebnostno intenzivno, torej zahteva prečiščenega človeka. Da mu sopotnik zaupa, da je sproščen, da nima preveč ega, ker ego odbija določene ljudi, da lahko on z sabo združi skupino, vzpostavi skupinsko dinamiko in potem skupina kot eden deluje in stopi v potovanje. Zato je ta vodniška šola precej ostra. Ja, ne govorimo o vodenju, najprej govorimo o liku vodnika in pripravimo vodnika, da je pripravljen in potem ga naučimo voditi. Kdo vse pa je primeren za vašo vodniško šolo? Praktično vsakdo, ki si to želi in ki čuti to poslanstvo, ki ga ta moj način razmišljanja, poslanstvo, ki si želi in ki pripravlja narediti to, kar je treba. Tako da, kdorkoli pride, delamo in če ima on voljo, če naredi tisto, kar je treba, postane lahko odličen vodnik. V bistvu toliko sva že povedala, pa toliko bi še lahko povedala, ker imate še veliko za povedati, tako da upam, da boste kdaj še prišli v našo družbo. Morda za konec omeniva še tale potovalni dnevnik, ki ste mi ga prinesli. Veliko zanimivosti je noter, čemu je namenjen? Potovalni dnevnik je namenjen točno temu, kar sem vam govoril. Želim, da bi potnik prinesel domov največ. Tukaj so dnevniki sestavljeni iz dveh delov. Eno so teksti, ki skušajo nagovarjati potnika in skupaj z oskarizmi tako naprej, kakšne so potenciali za potovalni potenciali. Kaj vse lahko potovanje omogoča. In druga stvar je, da tale je prazen prostor, kjer potniki, in jaz jih stimuliram, pišite. Zakaj? Ker vi, ko ste na potovanju, ko se vam dogaja, ko ste v zgodbi, je vaša percepcija totalno drugačna. In če ljudje pišejo, imajo nekaj, da napiše, to sem si zamislil, to spoznanje, to, ono, tretje. Ko pride domov, veste, teden, dva po tistem pogledajo in se včasih zazdi, kot da nisem bil to jaz. Skratka, drug človek, ja. Drug človek. S tem želim dejansko vse delam in bi želel še več v skladu z temi spoznanji, kako lahko povečamo ta učinek za sodobnega človeka, da na potovanju, na tem prelestnem, v tem prelestnem času, kjer da čim več odnese od tega, čim več doživi, da ga čim bolj napolni njegovo dušo in se potem z novim entuziazmom vrže v domače življenje. Še čisto za konec, katero je naslednje potovanje, na katerega se odpravljate? To je pa zdaj, to je pa ob teh času velika veselje. Ja, izziv, pa veselje. Ja, gremo v vzhodno Turčijo, v petek odhajam z eno skupinico sopotnikov. Vzhodna Turčija je ena mojih najlepših dežel. Namreč tako je drugačna, pa hkrati po eni strani izzivalna, po drugi strani pa komaj čakam, da grem spet tja. In upam, da se boste super imeli in ste dokaz, da se da tudi v teh časih ne potovati. Seveda, z vsemi previdnostmi, tako kot pametno počnemo, bo pa to potovanje gotovo še bolj zanimivo in izjemno, ker v teh pogojih je potovanje že iz psihološkega vidika, tisti, ki je šel... Je že skoraj na 5 stopnji, ne? Pravzaprav je odhod, je samo potovanje zaključna faza celotne zgodbe, ki se je začela že ob prijavi, ne? Ja. Hvala vam za vaš obisk v studiu in upam, da se še kdaj vidimo, da še malce več poveste tudi o destinacijah, kamor potujete z vašo agencijo. Tako da hvala vam in uspešno še naprej. Hvala tudi vam, hvala potnikom za pozornost, oziroma gledalcem za pozornost. Z veseljem, če se bo kdo odločil, vas popeljem po tistih krajih in vam pokažem čim več. Odlično, upam, da se bodo odločili. Mi gremo zdaj za nekaj trenutkov v oglase, potem pa nadaljuje Luka z gostom iz športne klinike. Se gledamo.